Papež Frančišek je 3. avgusta med avdienco spregovoril o svojem obisku na Poljskem in svetovnem dnevu mladih. Slednji je po njegovih besedah postal preroško znamenje za Poljsko, Evropo in svet. Mladi so pokazali znamenje upanja in to znamenje se imenuje bratstvo. V tem svetu, ki je v vojni, potrebujemo bratstvo, bližino, dialog, prijateljstvo, je dejal papež Frančišek. Sveti oče je spomnil tudi na obisk Čenstohove, kjer je iz Marijinega pogleda razbral duhovni pomen poti poljskega naroda, katerega zgodovina je povezana s Kristusovim križem. Tam se je lahko z roko dotaknil vere naroda, ki ohranja upanje prek preizkušenj, prav tako pa ohranja tisto modrost, ki je ravnotežje med tradicijo in novostmi, med spominom in prihodnostjo. Globoki molk obiska v Auschwitzu Birkenau je bil bolj zgovoren kot kakršnakoli beseda, je na to dejal papež. V tem molku sem prisluhnil in začutil prisotnost vseh duš, ki so šle tam skozi. Začutil sem sočutje, božje usmiljenje, ki so ga nekatere svete duše znale prinesti tudi v tisto brezno. V tem globokem molku sem molil za vse žrtve nasilja in vojn. In tam, na tistem kraju, sem bolj kot kdajkoli prej razumel vrednost spomina. In sicer ne samo spomina na pretekle dogodke, temveč spomina kot svarilo in odgovornost za danes in jutri, da bi se seme sovraštva in nasilja ne prijelo v brazdah zgodovine. Papež je opozoril, da so v takem spominu vojne, ranjenih in bolečine tudi številni ljudje danes, ki trpijo posledice vojn. Ko je gledal v krutost koncentracijskemu taborišču, je pomislil na današnje krutosti, ki so podobne, niso tako skoncentrirane kot na tistem kraju, so pa prisotne po vsem svetu, ki je bolan od krutosti, bolečine, vojne, sovraštva in žalosti. Zato v molitvi vedno prosim Gospoda, naj nam nakloni mir, je dejal papež Frančišek.